Tako da lepo pozdravljene, lepo pozdravljeni. Meni je veliko veselje, da ste se zbrali v takem številu. Po, Nina, jasna, 2 letih, ja, končno v živo. Pa vendar še zmeraj tudi nadaljavo, tako da lep pozdrav tudi vsem, ki ste z nami nadaljavo. Danes sta z nami profesor dr. Aleš Črnič, avtor knjige, ki danes namenjamo vso pozornost, Religija in šola. Žal ni z nami njegova kolegica Anja Pogačnik, ki je soavtorica knjige, ker se je odločila oditi v tujino, si mi prišepnil, ne? In na moji desni, dr. Zdenko Kodelja, Aleš je rekel, avtoriteta na tem področju, ko gre za vprašanje religije in šole, tako da verjamem, da se nam obeta zanimiv pogovor torej o religiji in šoli. Aleš, prvo vprašanje tebi, zaradi tega, ker se nekako... Dobar dan tudi dan, kako ste? Zaradi tega, da govorimo o knjigi. Dobro. Vse za začetek, a ne? Torej, če nam lahko na ozadju tega, da osvetliš razmerje religije in šole, ki je kompleksno in vsi mu namenili celo knjigo, sta mu namenila celo knjigo, izpostaviš nekaj izzivov religijske in svetovno-nazorske pluralne družbe. Lahko v enem kratkem uvodnem predavanju z 90 minut naredim ta okvir, potem pa začnemo klepetati. Prav zares te bom začela zardo gledati tam nekje po 15-20 minut. Ne, ti dam. Nekako ne bi želel. Hvala lepa vsem. Res 2 leti so. Ta knjiga je zunaj že od lanska letnica, zares smo res tudi spravili v nekaj jeseni, ampak smo namenoma tudi čakali, da se lahko živo in kombinirano. Ustrajal si pri tem? Sem. Več je razlogov, ampak mogoče da je drugič, da res ne tratimo dragocenega časa za to, ampak se mi zdi, da je pomemben del akademske kulture, akademskega sveta, akademskega življenja, da se borimo za dogodke v živo, ker so ogroženi. Sistemsko so ogroženi, ta pandemija je bila v veliki meri izgovor in zato, da lahko pač so še bolj ogroženi, ki že sicer, ko se mi zdi. Ampak to je neka druga tema. Mi te podpiramo, zato smo ti omogočili, da si v živo. In sem zelo hvaležen. In uživam v živo z vami po 2 letih, ko smo tukaj. Tako da hvala lepa, hvala vsem. Hvala kolegu avtoriteti za tem stojim. Sem zelo vesel, absolutno, in ena ugotovitev, ko sva z kolegico Anjo, ja, pač odločila se je, da bo ostala v tujini, da bo šla nazaj v tujino. Ko sva pač to knjigo pripravljala, se je pokazalo zares, ko še enkrat človek pogleda stvari, ki jih že pozna sicer, ampak naenkrat strnjeno pogleda te kupčke, ki jih imata tle oba, to je neki knjig. In Zdenko je bil tukaj glavni zares, ki je vodil, koordiniral, v veliki meri tudi sam zapisal te stvari, je ena od ugotovitev, da to, kar ste začeli že konec 80-ih in potem v 90-ih, do sredine 90-ih, te stvari še danes stojijo. Ta knjiga Laična šola, rdeča, pro et contra, jaz to še zmeri danes je zadeva, ki jo marsikomu človek z lahkoto pomoli odnos v branje, ko pridejo ti zelo stari argumenti, s katerimi se odkladamo zakaj, verouk, vendarle ne v šole in tako stvari, ki smo jih že sredi 90 je zadeva zunaj napisane in vse stvari stojijo in so še zmeraj absolutno stojijo in lahko človek gradi naprej, kar je luksus. Jaz sem religiolog, imamo neko zavidljivo tradicijo v tem prostoru sociologije, religije, kakšnih drugih pristopov manj, tako da sem v sociološkem smislu seveda lahko palček na ramenih velikanov. Marsikje druge sem bil prisiljen sam, pa še s kom, tudi Anjo imamo tam zato, večkrat sva utirala poti in tako in je to težko, nehvaležno in smo samo uki na marsičem in tako naprej. Tukaj nam ni treba biti, jaz razumem to moje delo, najno delo s kolegico Anjo Pogačnik kot absolutno nadaljevanje tega na nekih zelo močnih temeljih in ne samo temeljih, ampak tudi na prvem nadstropju. In da so ti temelji res močni, ne nazadnje govori o tem dejstvu, da 30 let po nastanku te države, ko se nam je marsikaj spremenilo in ko se nam je marsikateri od podsistemov že skoraj čisto zrušil, kakšen se je verjetno, kakšni so zelo ogroženi, je vendarle, vsaj na tem področju, če govorimo o religiji, pa tako vendarle pa šolski nasploh,
je kljub viharjem še kar stoji zares. In ne stoji kar po naključju, ne stoji zato, ker ne vem kaj, pač, ker že ni več tistih nekih sil zgodovinskih, političnih, kako se je že reklo, LDS, ne, tega več ni, ampak stoji, jaz mislim, da potem še enkrat, ker sem še enkrat to pogledal, pa ker sem naredil to primerjavo mednarodno z njo, stoji tudi zato, ker se pač tudi zadnji, tista misel, ki je zadnji ta temelj, kar stoji. In končno začnemo govoriti tvoje vprašanje. Zakaj, kako? Izzivi, ne? Izzivi so seveda stari, religija in šola, religija je starejša kot javna šola in v samega začetka je šlo za boj in imamo tudi dolge zgodbe, kako se potem šola postopoma osamosvoji, cela družba, ki se v sekularizacijskih procesih nekako osvobodi tega jeklenega, monopolnega prijema cerkve nad vsem v družbi. In potem se celo počasi obrne in šola postane na nek način pomembnejša. In tako, skratka, dolge zgodbe, stare zgodbe, ki jih poznamo tudi v Sloveniji, in tako, z globalizacijo, s tem, ko se pač ta naš poznomoderni, ali če hočete postmoderni svet tako zelo zmanjša, tako zelo poveže, in tako pa se ti številni izzivi še krepijo. Skratka, živimo v svetu, kjer religija na nek način seveda izgleda kot anahronizem in tudi je v mnogo pogledih anahronizem, neka zgodba iz nekih drugih časov, hkrati je pa ob tem, da to drži, tudi še kako živa in še kako prisotna povsod v naših življenjih. Tudi v življenjih tistih, ki se sami ne menijo za religijo, ki so brezbrižni do nje, tudi v življenjih tistih, ki se jim religija zdi brez veze, ki nasprotujejo. Naše življenje določa religijo povsod. In zato ni nepomembno, daleč od tega, ni nepomembno, kako v javni šoli, in zato tukaj predvsem gre za javno šolo, o religijah poučevati naše otroke. In to je eno gromozansko področje, in bom tukaj nekaj, pa se bomo raje pogovarjali potem o tem, kako na kakšen način učiti otroke o religiji. Na eni strani imamo klasičen starodaven tradicionalni verouk, ki so ga v večini postsocialističnih držav takoj po padcu Berlinskega zidu, po teh spremembah, 91 pri nas v Sovjetski zvezi in tako naprej, so ga nazaj uvedli, na nek način nihalo zares, prej zanihalo v to protireligiozno smer, potem pa nazaj zaniha in dobimo spet verouk. In Slovenija je ena redkih v tem postsocialističnem delu, ker smo se tukaj uspeli tega obvarovati. Pa potem, mogoče skrajni model, potem zelo različne kombinacije, pa različni pluralni verouki, pa tako naprej do tega modela, ki smo ga tukaj zelo lepo se potem izriše, ko človek naredi primerjavo. Mi smo primerjali 12 izbranih evropskih držav in se izriše ta skandinavski model, ki je delne tudi razlike, seveda med Švedsko, Dansko, Norveško. Kolega Kristjan Munk bi znal povedati veliko o razlikah, in tako, ampak vendar, ko človek pogleda z distance, ki pogleda z našega postsocialističnega dela Evrope, je pa ta model kar precej prepoznaven, ki je model, ki želi seveda poučevati in poučuje o religiji in o religijah, ampak poučuje na distanciran, znanstven način, na način, ki je zares v svojem bistvu popolnoma enak, kot je način poučevanja zgodovine, recimo, še najbližje. In vmes vse, kar imamo. Skratka, poučevanje o religijah in drugo področje, kjer se družba, sodobna družba in religija stikata in prepletata in odbijata in brusita so pa takšni in drugačni simboli. Od tega na zidovih učilnic visijo razpela in križi ali ne, do tega, ali učenke, učiteljice smejo in nazadnje tudi učitelji oziroma učenci prihajajo z vidnimi znaki njihove religiozne pripadnosti. Od najbolj seveda razvpite in problematične so islamska pokrivala. V Veliki Britaniji imajo tudi sikovski dečki s turbani in tako, ali pa z obrednimi budali, kirpani, še večje težave in tako. In ta simbolna, mi da smo želela še bolj raztegniti to zadevo, skratka to simbolno prisotnost religije v javnošolskih prostorih, za katere obstaja prekleto dober razlog, da so nevtralni, ampak kaj to zares pomeni, tukaj potem prihajamo do teh zanimivih in težavnih detajlov, sva raztegna še na druge stvari, skratka na to, kako se učenci kdaj, ali pa tudi predvsem njihovi starši, želijo kakšnega oddela kurikuluma vzdržati zaradi religijskih argumentov. Najpogosteje je to
takšen drugačen pouk o telesu, o spolnosti, tako telesna vzgoja, športna vzgoja v spolno mešanih razredih in tako. Kaj smo še gledali? Šolska prehrana, ne nazadnje. Ne? Šolska prehrana je nekaj, kjer se tudi pri nas ne znamo čisto zares tega lotiti, pa se meni vse bolj zdi po kar nekaj letih razmišljanja in tudi nekih komunikacij, takšnih in drugačnih z ministrstvom za šolstvo. Ne? Zdaj, ko sva jih večino skupaj upravljala, mislim skupaj, oba sva jih bila deležna in tako, da tukaj še najmanj imamo posluha. Pa se mi ne zdi, da bi bilo tako zelo težko. No? Ni treba, da gremo na švedski model, v švedskih šolah imajo več 10 menijev v vsaki šoli hrane in tako, razlogi so specifični in švedska družba in tako naprej, ne pričakuje nihče od nas česa takega, ampak da po kar nekaj letih, številnih letih, eksplicitnih prošenj, nežnih in vljudnih in ne zelo glasnih zaradi specifične vloge islama v današnji kulturi, ampak islamska skupnost v Republiki Sloveniji že zagotovo več kot 10 let večkrat ljudno opozarja, če bi lahko mogoče otroci, ki pripadajo tej drugi največji verski skupnosti v Sloveniji, dobivali v šoli hrano brez svinjine. To ni stroškovni problem, to ne more biti organizacijski problem, ki bi se ga ne znali lotiti in tako naprej. Skratka, ta simbolna prisotnost religije v šoli, eno pa je poučevanje v religiji. To sta dve dimenziji, ki sva jih zanjo stlačila v eno knjigo. Ti dve dimenziji so, z neko sta ponavadi posebej. Tudi se različni specialisti ukvarjajo, eni bolj za eno, eni bolj za drugo. Ampak nama se je zdelo, da je to enkrat pa mogoče vendarle dobro spraviti na eno mesto. Mi dva nisva zelo globoka specialista, ampak to pa že si upava, da lahko primerjava te različne modele. To sva tudi poskušala narediti, ker so ti dve presečišči tisti, ki so tudi v današnjem času ostajata zelo aktualni in ko sem rekel za rastočo, bolj ko postajajo družbe multikulturne, povezane, premešane, multireligijske, se na obeh področjih se pojavljajo neki novi izzivi. Sem bil predolg. Za zdaj ti gre v redu. Hvala lepa. Zdaj, odprl si več stvari, k njim se bomo še vrnili. Zdenko, jaz sem zelo vesela, da Aleš razume, da se štetje ni začelo z nami in da stojimo na ramenih velikanov, kot je citiral znanega misleca. In tudi moje vprašanje bo šlo v smer tega, da razmerja med religijo in šolo ne tematiziramo prvič v tej knjigi, da ste eno pomembno diskusijo o tem opravili ob osamosvajanju oziroma še bolj natančno ob prvi reformi. Nam lahko poveš kaj več o tem, katera so bila načela, ki ste jih zagovarjali, izhodišča, kakšni so bili odzivi v javnosti, ko ste jih predstavili. In jaz sem žal našla samo laično šolo, vidim pa, da si ti prinesel pač tudi verouk šole, ki je nastal s kolegom Gabrom, ki sedi v publiki. Pa še nekaj meni malo manj znanih publikacij si prinesel sabo, tako da te bi prosila, če nam dovoliš nek tak, oziroma prirediš nek tak izlet v zgodovino. Ja, najprej hvala za povabilo, pa Alešu čestitke za knjigo. Drugače pa rekel, da v nekem takem uvodu so pričakovanja zelo dvignejo. Žal ne bom temu kos, ampak tudi zaradi tega, ker se v zadnjem času s tem preprosti ne ukvarjam, ampak bom bolj v starem slogu še pomnite tovarišu nekaj stvari po mojem spominu pač povedal in seveda tako kot sam razumem, tako kot sam razumel nekatere te zadeve. Zdaj, osnovno, če tako lahko rečem, preden grem na neko kronologijo, osnovno načelo pri koncipiranju novega šolskega sistema kot izhodišče so bile človekove pravice. Dva razloga v glavnosti je bila, zakaj smo vzeli človekove pravice kot izhodišče. Prvič to, kar je tu že načenjal v nekih teh sodobnih pluralističnih družbah, pluralističnih v smislu in tudi multikonfesionalnosti, več kultur in tako naprej. In seveda prisotnih zelo različnih teorij, tudi pedagoških, filozofskih, socioloških, ki se ukvarjajo s šolstvom, je enostavno nemogoče utemeljiti nek predvsem javni
javno šolo, ne, ali pa tudi šolski sistem v celoti, na nekem skupnem pojmovanju, recimo, dobre šole, ali pa kaj je dober vzgojno-izobraževalni sistem. Se pravi, na nečem, kar bi bilo splošno sprejeto, ali pa vsaj z nekim zelo širokim konsenzom. Zato se nam je zdelo, da morda pa so človekove pravice ravno nek tak že dosežen konsens o nekih temeljnih vrednotah, ki veljajo, oziroma ki ga ljudje sprejemajo, ne glede na to, kakšne verske pripadnosti so ali niso, in tako naprej. In seveda, ko to vzeli kot neko izhodišče, potem so sledile določene posledice. Dve taki naj omenim. Prva je bila, da ena od človekovih pravic je, da imajo starši pravico ustanavljati in pošiljati otroke v zasebne šole, ki so lahko, recimo, konfesionalne šole, v katerih mislijo, da je najbolje poskrbljeno za takšno vzgojo, kot oni mislijo, da bi za njihove otroke morala biti. In seveda, če takih šol ni, imajo pravice tudi ustanavljati. Ampak že tu se je postavilo potem tudi osnovno vprašanje, ali je ta pravica tako imenovana pozitivna ali negativna. In mi smo pač na srečo takrat smo dobili že v roke nekaj odločb Evropskega sodišča za človekove pravice na nekaj tovrstnih primerov, kjer se je pokazalo, da kar tega zadeva, starši imajo to pravico, nimajo pa pravice zahtevati od države, da bi financirala takšne šole. Lahko pa jo financirajo. In v Sloveniji takrat je bila odločitev, da se zasebne šole financirajo 85% glede na javne šole, kar je bilo nad evropskim povprečjem. Kot vemo, da ne bom tole, ker ni današnja razprava, potem je enkrat Ustavno sodišče presodilo, da je to v skladu z Ustavo in pred leti, kar zadeva osnovne šole, češ, da je potrebno obvezne, osnovne šole, ker so obvezne obravnavati drugače, je v drugi sestavi Ustavno sodišče odločilo, da morajo biti enako financirane kot javne šole. Zdaj govorim o tistem osnovnem programu javne šole. Moram reči, da o tem je bilo dosti diskusij, samo to bi omenil, da to ne izhaja iz teh konvencij o človekovih pravicah, ta odločitev Ustavnega sodišča je v nasprotju s prvo odločbo in ne drži, da je prva odločba spregledala, da so osnovne šole obvezne. Oni so tam napisali vse šole, se pravi, če so vse šole, potem to vključuje tudi osnovne šole, vse, pač osnovna elementarna logika pomeni, kaj vključuje vse. Tako da, ampak se ne bi spuščal v to dalje. Se pravi, to je bila ena posledica. Drugi problem, ki je s tem nastal, je bil ravno kako pa z spoštovanjem pravice staršev, da vzgajajo svoje otroke v skladu s svojimi filozofskimi ali religioznimi prepričanji. Kajti prvi problem je bil že tu, ali imajo pravico zahtevati to, kar je Aleš že recimo nakazal, naprimer, da imajo kakršno obliko religioznega verskega pouka v javnih šolah in ali imajo pravico, da njihovi otroci ne prisostvujejo pri določenih obravnavah določenih tem. Tako da tudi to Evropsko sodišče, kar se tega tiče, je bilo tu jasno, da pač te pravice nimajo, vkolikor so te teme v šoli obravnavane, kot oni pravijo, na kritičen, objektiven in pluralen način, so pravi z različnih zornih kotov. Problem je pa še večji, ki se ni v praksi pojavljal, ampak lahko bi se, če tako vzamete, pravica staršev. Kaj v tistih primerih, ko starša nista iste veroizpovedi, sta lahko različne veroizpovedi, ali pa en je religiozen, drugi ni, komu pripade ta pravica? Zdaj seveda, v
v nekaterih primerih, kot sem videl, recimo te neke ekumenske poroke, kako se to imenujejo, je tam urejeno, da recimo v odnosu, če se prav spomnim, v odnosu do katoliške cerkve, če tisti, ki ni katolik, mora pristati, preden se lahko poroči, na to, da bojo njegovi otroci vzgajani v skladu s katoliškim naukom, če se ne motim. Neka taka formulacija je bila. Tako da to je mogoče en način reševanja, ampak to je reševanje znotraj verskih skupnosti. V odnosu do države pa ne. Tako da to vprašanje ni razrešeno. Drugo vprašanje, ki je postalo še kako aktualno s sprejetjem konvencije o otrokovih pravicah, pa je postala vprašanje omejitve te starševske pravice. Kajti po konvenciji o otrokovih pravicah imajo otroci pravico, priznano pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi. Zdaj seveda, tu so bile velike polemike okrog tega, a je to, zdaj seveda pri malih je res tako reči nonsens, nimajo razvite še ne vesti, ne veroizpovedi, nimajo nič, ampak je tisto, kar je pa tam bila potem tudi interpretacija raznih ustreznih inštitucij, ki razlagajo, kako naj se razumejo ti členi v konvenciji, je bila interpretacija približno takšna, da je treba gledati razvojno, v tem smislu, da se otroci lahko še vedno, se pravi, otroci ne smejo biti indoktrinirani, v tem smislu, da se jim zapre v neki prihodnosti, ko se sami lahko odločijo, da bodisi nadaljujejo s tisto verskim nazorom, recimo, v katerem so bili vzgajani, da ga spremenijo, recimo, ali pa postanejo, recimo, agnostiki, ateisti, karkoli drugega. In predvsem znotraj nekih filozofskih interpretacij tega člena se je govorilo o potrebi po tako imenovani odprti bodočnosti za otroke. Se pravi, vzgoja tudi, ko gre za religiozno vzgojo, bodisi znotraj družine, bodisi v šolah, bi morala biti v tem smislu, da se otrokom pomaga, da sami v določenem času, ko so sposobni avtonomnega razmišljanja in odločanja, se sami odločijo pač, kako bo z njihovo religioznost ali nereligioznostjo. Tako da to je bilo dodatno vprašanje z vidika tega, da prej se je ta pravica staršev pojmovala kot neomejena pravica, kot v nekem smislu absolutna pravica, kar je bila razumljena kot pravica v odnosu staršev do države. Tu pa ne več, tu nastopi problem lahko odnos otroka do staršev in tako naprej. Mislim, zelo kompleksna problematika, ampak se ne bi več v detalje tule spuščal. Drugo tako temeljno vprašanje je bilo seveda, različne države imajo različne sisteme, tudi tega, kako je religija, kakšno mesto ima v šolah. In zdaj, kaj smo mi takrat sprejeli? Seveda, po nekih kriterijih bi lahko rekli, dajmo se primerjati z Italijani, pa z Avstrijci, ker smo bili del Avstro-Ogrske, pa ne vem, tako kot je bilo v stari Jugoslaviji, recimo, ali pa vzemimo čist nekaj drugega, tako kot je, recimo, na Norveškem, če smo vedeli tisti njihov program, ne tisti del, ki spada pod, recimo temu, konfesionalno verzijo, ampak tisti, ki je kot alternativa. In tako naprej. In tu smo se pač odločili, mislim, da je pri takšnih odločitvah bilo ključno, da ne gledamo, kakšne možnosti so v različnih državah, pa kakšne možnosti so v tistih državah, ki imajo pravno enako urejene razmerja med državo in cerkvijo. Kajti nekaj povsem različnega je, ali imate recimo države, kot recimo Italija, Avstrija, ki ima sklenjen z Vatikanom konkordat, in del konkordata je vedno tudi vprašanje kateheze, verouka in podobnih zgodb.
Nekaj drugega je, ali imate države, kjer imajo državno religijo. V tistem času, mislim, da je Norveška tudi imela v tistih letih še vedno, ne vem, nekaj se je spremenilo, če se tako spomnim, ne? Pa ne vem, Britanija, ne, oziroma Anglija, recimo nekaj takega, ali pa imate recimo konfesionalno državo ala Grčija. Ne? Ali pa imate države kot v Sloveniji, ki imate po ustavi ločitev cerkve od države. Ne? Zdaj seveda tudi tu, recimo Italijani imajo, Italija v ustavi piše, je laična država, ne? Pa ko če pogledate, kaj je, to ni eno in isto kot ločitev cerkve države, kot je opredeljeno v ustavi tudi nas. Tudi Poljska in Hrvaška imate koncept ločitve v ustavo, pa više, kako lahko različno, zelo radikalno izvajajo v praksi. Tako je, ja. In zato smo vzeli kot dve primerljivi državi, ki so se nam zdeli, predvsem ZDA, kjer imajo tako imenovani oster tisti zid ločitve med cerkvijo in državo, in pa Francijo. Ne? Zdaj seveda, mi po drugi strani smo podobni in nismo podobni, ne? S Francijo in ZDA. Ne? Jaz sem svoj čas imel neko iluzijo, da je Slovenija podobna Franciji v tem smislu laična šola, laična država. Tudi ta naslov je del tega, te iluzije. Potem pa enkrat vidiš, da Slovenija v širše gledano ni laična država. Ne? Če istočasno, kot recimo smo v šoli urejali neke razmere, da ne smeš imeti recimo blagoslavljanja prostorov in podobnih ritualov, ne? Po drugi strani ti takratni predsednik vlade, ne vem, in tile dovolijo recimo blagoslov avtocest in podobnih zgodb, ne? Potem vidite, da pač je položaj v tej eni in isti državi do istih zadev pač različen. Ne? In naenkrat je postalo, da je pravzaprav to šolsko področje skoraj edino, ki poskuša ohranjati nek konsistenten odnos do te pojmovane ločitve cerkve in države. Ne? Zdaj, zakaj ne? Tudi, seveda smo tudi pri tem, če priskočim na pouk, ne, o religijah, tu smo pač se odločili za neko varianto pouka o religijah. To je bilo predvsem Teachings about Religions v ameriški varianti, ne, čeprav tudi tam so redke države, ki to dejansko imajo in tako naprej, bilo pa dosti razprav, pa tudi celo nekih sodnih sporov, ne, predvsem v smislu tega pojmovanja, v pravnem smislu neutralne države, ne, o katerem so ZDA veliko govorili. V Franciji, ne, pa seveda smo mi naredili korak dlje od Francozov. Ne. Mi smo razpravljali o nekem posebnem predmetu, ki je bil potem kot izbirni, obvezni izbirni predmet. V Franciji so šele daleč za nami oziroma pripeljali te razprave do tega, da so predlagali v neki skupini nek pouk, kot so direktno imenovali, pouk o religioznih dejstvih v laični šoli. Žiz Depre, recimo, je bil vodja ene te skupine. Ne? In kaj je tam bilo? Ne? Osnovna težava je bila, da je bil velik odpor, da bi si kot nek poseben predmet v šole uvajala, tudi če gre za pouk o religijah. Ne? Tudi to, čemu so se hoteli izogniti, je bilo izobraževanje učiteljev za ta predmet, kot posebnih. In tako naprej. Tako da tam, kolikor mi je znano, prav daleč od tu dalje niso prišli, ne? Tako da tisto, kar drugo je, kar imamo tudi pri nas, je, da seveda se pogleda, koliko je religija obravnavana v drugih predmetih, ne vem, zgodovina, v osnovni šoli, ne vem, književnost in podobne stvari. In to takrat na začetku, celo ko smo to pripravljali, je eno od dejanj bilo, da so specialisti za posamezne učne predmete, recimo za zgodovino in podobno, pregledale učbenike v Sloveniji, ne, in primerjali, kako je religija obravnavana v primerljivih učbenikih zgodovine, recimo v drugih državah. Ne. Se pravi, po kvantiteti, po obsegu, koliko ur in tega, in na kakšen način. Ne. Ampak po tistem se je pač izkazalo, da nekih velikih odstopanj ni bilo. Ne? Čeprav v javnosti se je širilo, kako ateizem v Sloveniji, pa ne vem kaj še vse, ne? Kako se nič o religijah sploh ne sliši pri nas v Sloveniji in tako naprej. Ta analiza, ki je bila takrat narejena, tem
tem očitkom ni pritrdila, no, če tako lahko rečem. Ampak to je bilo zelo na začetku, ne? To je sredina 90-ih. Ja. Čist na začetku, ko se to nismo postavljalo. naredili nič več, tukaj imamo zares težavo. Ne želim nasprotovati vse to, mislim, da so pomembna dejstva, ampak od tukaj naprej pa zaostajamo. Tukaj smo potem spustili zadeve iz rok. Tu imamo težavo. Ja, samo še kronologije, če to ne. Nisem hotel prekinati. Ja, ne, sem dolg, ampak bom bolj kratek. Pa na pivu misliš kasneje? Tudi pogosto. Ko si rekla, kdaj se je začelo nekaj takega. Kolikor se jaz spomnim, ne šele leta 90, ko je to, kar si omenjala, tole knjižico, Veruk v šole, vprašaj klicaj, to smo s Slavkom takrat pripravljali kot del takratne skupine za obdelovanje šolskega polja, ki je pol se enostavno v neko šolsko polje, zdaj vsi govorijo o šolskem polju, nihče verjetno ne ve niti, kako je to nastajalo in kaj je to bilo, ampak kakorkoli že. Ta knjižica je imela kar precejšen odmev. Pač, če se pogleda, kaj smo pravzaprav napravili, je to, da je v njej, boste dobili na koncu, odlomke iz vseh pomembnih mednarodnih dokumentov o človekovih pravicah, ki se nanašajo na šolo in religijo. To je bilo eno. Drugo so znotraj zbrani odgovori vseh takratnih političnih strank o tem, ali verouk v šole ali ne. Namreč takrat, leta 90 ali nekaj takega, je to bilo veliko tudi politično vprašanje. In moram reči, da so se tu zelo zanimivo politične stranke takrat odločale. Potem sta bila narejena 2 intervjuja s takratnim ministrom Petrom Velcem, profesor matematike na Ljubljanski univerzi, ki je včasih sicer malo dvoumno, ampak tu in tudi pozneje izrecno vztrajal, kljub temu, da se je predstavljal kot izrazit, recimo, religiozen človek, katolik, je bil proti uvedbi verouka v javne šole. In podobno je takratni predsednik strokovnega sveta Lazarini imel podobno stališče. Ne samo to, mi smo pridobili tudi stališča takratnih nekaterih verskih skupnosti, oziroma cerkva. Vem, da za katoliško cerkev je, če se novom Slavko, je Šuštar odgovarjal takrat. In recimo, ne vem, tisto, kar se spomnim za nazaj, je bilo, da evangeličanska cerkev, tudi zanimivo, ta odnos države do cerkva je zelo različen, do katoliške cerkve, do protestantskih cerkva. In to se je kazalo tudi pozneje pri pisanju tega učnega načrta za ta predmet. Tako da tisti predstavniki, ki so bili v skupini, ki so predstavljali protestantske cerkve, so imeli popolnoma drugačen odnos ali celo zahteve, kot jih imela predstavniki katoliške cerkve. Tako da tale je imela kar pomembno mesto v takratnih razpravah in se je tudi kar vsaj pri nekaterih upoštevalo pomembnih akterjih takrat. Ni pa se s tem začelo. Kolikor se spomnim tudi v okviru šolskega polja, 2-3 leta pred tem je bil nek posvet srednješolcev v Slovenj Gradcu, kjer smo imeli 2 skupini. Ena je razpravljala in kako pretvoriti takratni STM, se upravljanje sistema marksizma, v neko normalno družbosloven komunističen predmet. Druga skupina smo bili pa o religiji. In takrat se spomnim, takrat so bili ministri, tam je bil šef partije za šolstvo in podobne zgodbe. In ko se je tista okrogla miza o religijah končala, je prišel in se oddahnil, kot da je mislil, ne vem, kaj bomo zdaj tam poskušali napraviti. Ampak to mi glede, da takrat je že bilo očitno to tudi za partijo tako pomembno vprašanje šole, religije in podobno. No, pol pozneje, to, kar sem omenil, to je ta knjiga, kjer je nekaj teh problemov obdelanih.
Malo potem, mislim, tudi po zaslugi Slavka, je prevod z dodatnim poglavjem in govorom bil v prevodu v Beogradu narejen. To omenjam zaradi tega, ker se mi zdi, da je ta knjiga tam celo imela večji vpliv kot pri nas v Sloveniji, ne? Vsaj kar zadeva pravnike, ker je sem pol dobil, ena ustavna sodnica, profesorica mislim, da za družinsko pravo, je citirala tiste dele iz te knjige, ki se nanašajo na sodbe tega Evropskega sodišča za človekove pravice. Kar je zanimivo, pri nas tega nisem videl, pa čeprav vem, vsaj dva vodilna pravnika, ko sem tisto prinesel tekst, sta prvič videla tole, in še takrat se zanimali, kje se da dobiti potem tiste. Takrat je namreč to sodišče pač eno knjigo, eno v angleščini, eno v francoščini izdalo, kjer so bili ti primeri opisani. In povezave potem s sorodnimi primeri. Tako da to je bilo tam vpliv in to je bilo recimo velika razprava v Srbiji takrat ravno o uvedbi pravoslavnega verouka v njihove javne šole, in je tudi bil ta spor recimo med to članico pa enim zelo znanim ustavnim pravnikom beograjskim, ki pa zagovarjal uvedbo tega verouka. In ta druga stran, ki se ni naslanjala na tvojo knjigo, je zelo hitro zmagala. Ja, res je. V Sloveniji, tako da tukaj vendarle o vplivu tam in tukaj mogoče na različnih nivojih pogledati. Tako da tukaj smo ostali edini, iz bivše Jugoslavije smo ostali edini, iz bivše socialistične Evrope smo razen Čehov zares praktično edini, ki nimamo, Čehi in mi, ki imamo verouka. Je pa še nekaj bilo s tem povezano, ker pozneje je tudi, spet, mislim, da je Slavko imel prste vmes, Stris Basler, ki je bila takrat vodila Open Society Instituta nekaj tacga, jih je zanimala ta tema in smo se potem dogovorili, da sem o tam religiozni del jaz obdelal, ona pa to, kako ta njihovo delovanje teh struktur. In to je zanimivo. Ta publikacija, mislim, da ko se zdaj pogovarja, zelo hiter skrb spravljena, nima niti cipa, nekaj tacga, ampak je bila pa prevedena v 10 jezikov. V vseh tistih državah, kjer so delovali te organizacije za odprto družbo. Za odprto družbo. To meni pa zaradi tega, ker je to imelo očitno več vpliva, ker se na osnovi tega potem me vabili tudi, ne vem, kaj pa vem, Skopje, v Zagreb, v Turčijo, ne vem, kam še vse, da sem predstavljal to je pravzaprav nek razširjen model tega, kar smo pripravili pri nas v Sloveniji. Isto, še to sam omenim, je bilo potem, mislim, da leta 2008, če se v Sarajevo. To omenjam zaradi tega, ker tam omenjaš te toletska priporočila. Takrat so organizirali v Sarajevu posvet na to temo in povabili ključne pisce toletske teh priporočil. To so bili v glavnem zelo znani univerzitetni pravniki, ki so ukvarjali predvsem z človekovimi pravicami. In to omenjam zaradi tega, ker so se dve stvari zgodili. Prvič, da sem nekaj tacga doživel. Prvo je bilo to, da ko so oni predstavljali, se pravi prvo to, potem sem jaz imel kot nek primer, ki je podoben, ki pravzaprav zelo ustreza tistim smernicam, ki so v to redu bile pač sprejete. In zgodilo se je dvoje. V diskusiji, ki sledila potem, tam so v glavnem potem sodelovali predstavniki, dosti bilo tudi teh učiteljev konfesionalnih veroukov ali pa konfesionalnih veroukov v religijah. In tak grob napad, ne na ideje, ki so jih zagovarjali tile pravniki, ampak na njih osebno. Da kaj si oni mislijo, da so, da jim hodijo v Sarajevo prat možgane in soliti pamet, da oni že vejo, kaj je in kaj ni prav in tako naprej. Jaz kaj tacga na teh tovrstnih posvetih nikoli nisem doživel. To je bilo eno. Drugo pa kaj po tistem mojem, pa je prvo en prišel
mislim, da je na inštitutu in na teološki fakulteti v Zagrebu bil zaposlen, je pa zastopal dol tudi predvsem stališča katoliške cerkve, predvsem v hercegovskem delu. Ne? In me prvo že na odmoru pripričeval, kako to, kar delamo v Sloveniji, ni prav, pa kako je ono tretje, četrto. In seveda, ko mu ni uspelo, ko sem mu pač z nekimi dodatnimi argumenti poskušal pojasniti, v čem je neka bistvena razlika, sem potem čez 14 dni videl, ko sem jo upozoril v družini, ne, kako je pisal enim našim, ne, kako je nek jaz, ne, v Sarajevu delal sramoto v Sloveniji, ne, ko je zagovarjal nekaj takega zaškodišče in podobne zgodbe. Tako da, hočem reči, po eni strani je to imelo nek odmev in tudi to omenjam še zaradi tega, ker je tam pa potem so se pogovarjala z eno, pa ne vem, ali je prej študirali v Ljubljani ali ne, ampak oni so v enem kantonu, ne, seveda Bosna ima šolstvo razdeljeno po kantonih kot Švica, ne vem, koliko imajo teh svojih ministrov za šolstvo. Več kot Švica. Ja, več, nek 18, ne vem koliko. In to je v tistem delu tam nekje okrog Banja Luke, se mi zdi bilo. Ne, in oni pravi, so direktno prevzeli ta naš model v celoti, od učnega načrta do vseh teh razprav, ki je bilo. In moram reči, če zdaj gledam za nazaj, da verjetno, vsaj tako kot je ona govorila, je ta model daleč bolj uspel v tistem netovnem v Bosni kot v nas v Sloveniji. Kajti v Sloveniji, kot veste, je bil to dobro pripravljen, tudi pri tem učnem načrtu so se dodovali tako predstavniki, recimo teologi, ali pa ne vem, sociologi z katoliške cerkve, pa protestanti, pa tako naprej. Poslal se je v neko, da so pridobili mnenja vsem verskim skupnostim v Sloveniji in so dali svoje pripombe, in se je to upoštevalo in tako naprej. In organizirano je bilo zelo zahtevno izobraževanje za učitelje tega predmeta, ki je potekalo na več fakultetah, filozofska fakulteta, teološka fakulteta, pa mislim, da tudi, a ni bilo tudi zadvoje, ni bilo vključen nikoli. In predvsem je treba povedati dve stvari, da je pač to izobraževanje potem žal dokaj hitro prenehalo. To je to. In hkrati je treba povedati, da so se katoliški predstavniki so se tik pred zaključkom te zadeve so se simbolno distancirali od tega. Ne? A ja, še huje je bilo. Eden od njihovih je Garjon, ki je tam poučeval, ne vem, metodiko poučevanja verouka, nekaj podobnega. Bil je skozi član te skupine, ki je pripravljala ta učni načrt. Prvo leto, ko bi morali dati možnost, da starši oziroma otroci izberejo ta predmet kot izbirni predmet, je bilo na prvi strani, če se ne motim, družine, en velik članek že v naslovu, kako odsvetuje staršem, da izberejo za svoje otroke ta predmet in tako naprej. Še nekaj, to, kar imaš pa tudi tule v knjigi, tisto tabelo, koliko je bilo sploh izvedenih teh, je relativno malo, Zelo malo. Ja, pa na nekaj šolah. Pa še dodatni problem je, se mi zdi, ker natančno niti ne vemo, kaj je bil glavni vzrok, da je propadel ta projekt, ki je bil, kot rečeno, zelo dobro pripravljen. Tudi tam, kjer se je izvajalo vse v zadnjih letih, a so to dejansko izvajali učitelji, ki so bili usposobljeni po tistih kriterijih, ki so bili tu zahtevani. Je zagotovo ne, ker niti država ni nudila, da bi sploh bili ti pogoji lahko izpolnjeni, tudi če bi želeli, da bi bili, ker ni bilo več tega izobraževanja. In zato pravim, da smo dobro zastavili, potem smo pa takoj spustili iz rok. In noben predmet, celo matematika pa slovenščina, ne bi dobro funkcionirala, če ne bi država za njih skrbela, seveda, za takšen predmet, ki je na nek način marginalen, ki je ideološko zelo sporen, pa to seveda še veliko huje. In nimamo enega učbenika za to. Tako da samo to. Ampak izjemno dragocen zahvala za ta uvod, ker ne moramo razumeti tega tukaj in zdaj. Iz tega se vidi še ena stvar, jaz jo vidim seveda, ker sem pač imel dvojno srečo, ne samo zato, da sem sedel na teh ramenih in z lahkoto to, kar so že zbrali skupaj, samo potem to poskušal čim bolj sistematično primerjati z drugimi ureditvami, ampak sem imel še neko drugo srečo, oba seveda z soavtorico. In to je to, da nisem bil za razliko od Zdenkota skozi ta dolga leta vpleten v te ideološke in politične boje. Ker za to gre tukaj. To ni navadna akademska knjiga, ne samo v tem, da je pač bila pisana z aplikativnim namenom, ker je nazadnje država tukaj naročila po dolgih letih in desetletjih preprečevanja, da vendar rabimo še kaj nek mali ciljni raziskovalni projekt. Ampak pač gre tukaj zmeraj za ideološke boje, za ideološke in politične boje. Pri religiji še posebej in je pač to treba upoštevati, ko človek želi razumeti in videti celo sliko.
Zdaj, ko si ti potegnjen v te boje, jaz nekajkrat sem tu in tam malček celo zdrsnil, v to sem bil potegnjen, ampak pogosto ne. Zdaj, ko je tukaj seveda nosu velik, pa še kdo v tej sobi, pa še kje, ki se dobro spomnita, tega bremena, kar je seveda včasih lahko težava potem za akademsko distanco in refleksijo. Jaz sem imel tukaj srečo, kot povem, da tega nisem imel in sva res lahko z kolegico poskušala čim bolj distancirano, čim bolj tudi razumeti in potem res primerjati te različne ureditve. In je to neka veliko lažja pozicija in tudi veliko bolj hvaležna pozicija, da prideš do nekih mogoče, bolj objektivnih in nekih ugotovitev. In zato potem lažje vidiš to, kar je zdaj, kot tudi sicer sam seveda, kljub temu, da je bil pod temi reflektorji in ognjemeti in tako naprej dolga leta, da pač obstajajo zelo različni modeli in da je vsak seveda ima svojo logiko in da je vsak po svoje legitimen, ker so to komplicirane družbe, ni dveh enakih zares modelov. Celo v skandinavskem modelu, Kristjan tukaj zmeri, se mu moram dati opomogo črto, kaj rečem skandinavski model, zato ker seveda ve, jaz tudi malo vem, ampak on pa seveda ve, kakšna je razlika med norveškim in švedskim in danskim in da so si strašno različni seveda, čeprav so iz naše perspektive zares tako. Ampak ena od teh ugotovitev tukaj, iz te neke pozicije je, da so pač, je treba upoštevati zgodovino, kulturne ureditve, pravne ureditve, to je zdaj zelo, zelo dobro poudaril, ampak to, kar se potem zelo hitro vidi, ni dovolj. Človek bi rekel, ok, pa poglejmo, vse je zelo preprosto, vzameš ustave teh držav, pa pogledaš, kaj v ustavah piše o religiji. Pa zelo hitro se znajdeš ne samo v ugotovitvi, da to ni dovolj, ampak se najdeš v pasti, da zadeve izgledajo zavajajoče. Nekaj sva že omenila, Slovenija je enako kot Hrvaška, enako kot Poljska. Hrvaška in Poljska, pa ni treba verjetno zgubljati dragocenega časa, da vemo, da se na Poljskem in na Hrvaškem ne zgodi v družbi skoraj tako rekoč nič pomembnega, brez vsaj tihega privoljenja Rimsko-katoliške cerkve, kaj še, če že ne eksplicitno za in tako naprej. Pa imamo ustavno ureditev ločitve države in religije. Na drugi strani imamo Norveška ni več tudi Danska, Norveška in Danska sta državi, ki sta konec 20. v začetku 21. stoletja, veste vi na Norveškem zdaj, v začetku 21. formalno odpravili sistem državne cerkve, brez kulturnih bojev, skozi neke dolge, tudi občasno razgrete, ampak vendar skozi neke dolge družbene debate sprejeli pač, da so to odpravili, ker so to v družbi prevladalo mnenje, da je to skratka nek ostanek minulih časov. Danska, na primer, ima še danes državno cerkev. Danska ima državno cerkev, pa ko pogledamo, kako religija nastopa, ne samo v šoli, tudi nasploh v politiki, v družbi, na Danskem, ki ima državno cerkev in torej gre tej cerkvi, po ustavi se mora upletati, bi se moralo in tako naprej. Pa vidimo, da so stvari, ki so pri nas vsakdanje in skoraj samoumevne, v naših volitvah, ki imamo ločitev diametralno nasprotno, so ravno obratne. Skratka, v sistemu državne cerkve se veliko manj država vtika v politiko, v šolo, kot pa v nekem drugem sistemu, ki ima ločitev zapovedano. Skratka, ni dovolj, da pogledaš pravne ureditve. Celo nasprotno, jaz sem spet nazaj, sem se spomnil, kako je David Martin, sociolog, eden klasikov teh teorij sekularizacije, kdaj, 80. kdaj izda svojo klasično general theory of secularization, navaja te kulturno-religijske vzorce, kolega Smrketovce na to, Marjan se na to sklicuje pogosto in tako. Skratka, Martin, britanski sociolog, je zelo hitro ugotovil, kako so skozi neko zgodovinsko in potem sodobno analizo, kako je zelo pomembno to, kar praviš, kako različne veje krščanstva, kaj šele druge religije, zelo drugače vidijo odnos med državo in med družbo in potem se seveda to na šoli zelo, zelo močno izkaže. In ta latinski model, kjer je večinsko katoliško prebivalstvo, je v vseh pogledih zmeraj, so seveda variacije, ne nazadnje, tudi Francija so latinski model, ampak glavna značilnost tega modela je zelo močen trg, zmeraj je bil že skozi zgodovino in tudi v sodobnosti trg med izrazito klerikalnimi in sploh razvoj klerikalnih politik in klera v pravem smislu, ki ga v protestantizmu tako rekoč ne poznajo, ga ne vidijo. In na drugi strani pač med državo in to laično smerijo in potem ti močni trgi. In to se vse pozna, človek pogleda, kako so zadeve urejene
v šoli, na nek čisto drugačen način in ta nordijski del, ta protestantski, pa tudi ta severni del Nemčije. Nemčija ima mešan model, je Bavarska, je bolj katoliška in se vidi razlika tudi tam, ker imajo seveda njihove te Bundesländer, se pravi dežele, zvezne, imajo avtonomijo, do določene mere tudi na področju šolstva in se to lepo pokaže, skratka, da družbe, kjer je protestantizem zgodovinsko prevladoval in še danes nekako so ti, to, kar pač v 21. stoletju pomeni še zmeri prevladovanje, je močnejši, tam je manj težav in se zmorejo bolj zares pogovarjati in pogajati v družbi o tem, kako bodo ta presečišča izgledala in to se mi zdi zelo pomembno. Točno to sem hotel prej dokončati, ker sem rekel, da v Sloveniji smo že dolgo, sploh pa zdaj, v tem zadnjem obdobju, po tej vladi, ki zdaj, v tem zadnjem obdobju, da ne gremo v to debato, sam zato, ker nimamo časa, če ne jaz veseljem. Pa tu sem ti pripravljena dati kakih 10 minut. Ekstra. Se sploh ne moremo več na utemeljen način, na konstruktiven način pogovarjati o religiji v družbi. Ker so to teme, ki so pomembne teme in ki seveda so zmeraj v vseh družbah so stvar družbenih pogajanj. Že dolgo se ne moramo, jaz imam občutek, tu me boš Zdenko popravil, seveda, ker jaz se ne spomnim, čeprav sem že bil prisoten v tistih časih v 90-ih in tako, ampak moj občutek je, da so danes stvari še veliko bolj razgrete, pa ne več samo razgrete, ampak da je prepad tako zelo močen, da sploh niso več razgrete, ker se o tem več ne pogovarjamo. O tem, kako bi morala religija v šoli biti, pa v družbi, tako se sploh nismo več sposobni sploh pogovarjati. In sploh ne gre za to, ker desnica, in tukaj imamo pa že zelo jasen vzorec, imamo 4. desno vlado v zgodovini Slovenije, desničarsko, 3. Janševa in še prej kratka Bajukova. Če človek pogleda, ni treba nekih zelo poglobljenih analiz, ampak se zelo hitro vidi rdeča nit, zelo jasen vzorec odnosa na področju religije, tudi marsikje druge. Ampak pri religiji se takoj, ko pridejo, se neha o tem govoriti, nobenih sporov ni, če so kakšne institucije, pa tako jih pustijo, včasih kakšno tudi zaprejo, zdaj so bili najbolj radikalni, so ugasnili, zaprli so, ukinili so urad za verske skupnosti, po 25 letih delovanja, ker ga ne potrebujejo. In samo na nivoju, diskurzivnem nivoju poimenovanja že vse pove, se mi zdi ta prednik, o katerem govorim. Po dolgih desetletjih smo uspeli, Gregor Lesek, kolega Lesek, tudi sociolog religije, dolgoletni direktor urada za verske skupnosti, je uspel premakniti to pozornost in je ustanovil potem imeli smo tiste komisije za reševanje odprtih vprašanj, za odnose med verskimi skupnostmi in tako. Gregor Lesek je v tem prejšnjem mandatu uspel ustanoviti Svet Vlade Republike Slovenije za vprašanje verske svobode, kar se mi zdi zelo pomemben korak naprej, verska svoboda, ustavna kategorija, koncept družboslovne tudi. Ko smo šli ven, ta vlada je takoj ukinila urad za verske skupnosti v 25 letih, ta svet za vprašanje verske svobode ukinila in ga takoj nadomestila z spet arhaičnim nazaj v 90. leta, ime pove vse, svet za vprašanje odprtih vprašanj Rimskokatoliške cerkve. Stvar je jasna, ni važna ustava, ki govori, da so seveda svoboda verskega delovanja in potem zapoveduje A, ločitev med državo in religijo in B, enakopravnost verskih skupnosti, ampak gre za vprašanje Rimskokatoliške cerkve. Tukaj smo, v Sloveniji se znašli v vseh teh postsocialističnih državah bolj ali manj je zadeva podobna. V času današnjega današnjega, mnogo let ga že vidimo, ampak zdaj v zadnjih letih je šel tako gor, tega desničarskega populizma, ki gradi ves čas na tem, da družbo deli in da onemogoča te družbene debate. To kot sociolog najbolj vidim in to čutim. Kaj smo tukaj, da, kot sem rekel, ko imamo desne vlade, se o tem nehamo pogovarjati. Se ne pogovarjamo in potem se za zaprtimi vrati na nivoju predsednika vlade, v njegov kabinet in nadškofija in tako naprej se oni že dobijo nekje na skrivaj v dobri večeri, verjetno in še čem, in tako in se zmenijo. In potem tu in tam prileti kakšen nov predlog sporazuma z Vatikanom. Zdaj smo že začeli, se je že videlo, da se dogaja in če bi imeli še pol leta, bi verjetno se zgodilo enako, če bi, Bog ne daj, da ti ustreže, da se malo tudi o tem, ta vlada slučajno nekako podaljšala v naslednji mandat, zagotovo upam staviti, slabi smo družboslovci v napovedovanju prihodnosti in to je ena redkih stvari, da bo priletel na mizo nov predlog sporazuma takšnega drugačnega z Vatikanom, ki se bo tudi dotikal šole. Tu imamo težavo, skratka, imamo desne vlade, se o tem nehamo pogovarjati in se rešujejo izključno vprašanja Rimskokatoliške cerkve, bolj ali manj za zaprtimi vrati, ker ni razlogov, da bi se o tem pogovarjali. Ko pa imamo tako imenovane levo-sredinske vlade, po mojem skromnem mnenju v Sloveniji še nismo imeli levičarske vlade, ampak okej, to sem mogoče samo jaz. Takrat pa se tu in tam pojavi kakšna ideja, da bi zadevo mogoče kakšno malo bolj sistematično uredili in tako. Tukaj ne mislim na sami začetek 90 let, ki ste vi postavljali šolo
in tako, ampak kmalu potem od konca 90-ih naprej, ne, pa zelo očitno, ne, ko je to enkrat stalo, pa ko smo to malo zanemarili, pa takoj, ko se hoče kakšna figura premakniti na politični šahovnici, tako skoči cerkev, desne stranke in se brez izjeme zmeraj znova, se ta leva sredina se samo tiho umakne. Zato drsimo v neko takšno stanje, kjer se o tem več ne da pogovarjati. Zato sva hotela res tukaj poskušati zavzeti neko distanco, pogledati, čeprav so bila vprašana tudi za konkretna priporočila in se jih potem tudi napisala na podlagi predvsem tega, kar sva z Zdenkotom in tudi v tisti prvi sestavi s kolegom Svrketom, smo napisali tiste priporočila, dvakrat so nas povabili v neko ad hoc skupino z ministrstva, da bi dali kakšna priporočila na te konkretne dileme, ki jih imajo. Obakrat so ostali v predalih, jasno, ne? Obakrat je to v času, ko je ministrstvo vodila stranka socialdemokratov, to je empirično dejstvo, tako je. In tako. Ne bom razlagal tega, ampak tisto vprašanje, ki je Zdenko rekel, zakaj zares ni to tako zelo zaživelo, tukaj pa imam neke hipoteze, tudi potem, ko sem to še enkrat gledal in to. Zakaj ni ta model zares zaživel? Model, ki so ga postavili, jaz tudi mislim to, kar pravi Zdenko, iskreno mislim, to je zelo dober model, zelo dobra osnova. Prva odločitev je bila, zgledujemo se po Franciji, ker imamo podobno ureditev, ustavno odločitev in ker je pač francoska ta laičnost in tako utemeljena v človekovih pravicah in to je zelo pomembno. In zato je ta rdeča knjiga tako zelo pomembna. Laična šola, ker filozofsko utemelji te koncepte, ki so potem tudi v pravne ureditve vnešeni in ki jih je Evropsko sodišče za človekove pravice že tolikokrat eksplicitno potrdilo, to še danes stoji in marsikatera debata, ki jo zmeraj znova začenjamo z nič in lahko ne tratimo več dragocenega časa, ker rečemo, Zdenko ko dela laična šola, pogledajte si, hvala. In to je super, to je redko, kar se zgodi. Jaz sem to že nekajkrat naredil. Skratka, zakaj ta model ni uspel? Zbrali smo s Francijo, rekli smo nekaj, čemu rečemo danes v tej teoriji, rečemo, da smo zbrali dimenzionalni model. Smo rekli, ne bomo učili v religiji posameznim predmetov, kot počnejo v Skandinaviji, ker to znajo mnogo boljš kot mi, ali pa kje druge, ki imajo vero, ker se malo izognemo tej dilemi, dimenzionalni model, slovenščina, zgodovina, kaj še imamo, družba in potem kasneje sociologija in tako naprej, tam to poučujemo in to je super. In za tiste, ki jih mogoče zanima bolj, smo potem zelo hitro postavili tudi ta izbirni predmet, ki je narejen zelo, zelo korektno, tudi ta zelena knjiga, učni načrt še zmeraj stoji, kakšno stvar bi lahko modificirali po vseh letih, ampak to je zelo dobra osnova, to lahko vzamemo in začnemo delati naprej. Ampak kaj se je zgodilo? Zelo kmalu potem, ko je bilo to dodatno izobraževanje za učitelje narejeno, je počasi potihnilo in nehalo. Zakaj? Zato, ker po eni strani je Zdenko zelo lepo povedal še bolj kot jaz, ker pač to ve, ker je bil zraven in tako, je cerkev od samega, potem, ko se je izkazalo, da ne bo imela ključnega vpliva na vsebino in na način izvajanja predmeta in na izobraževanje učiteljev, je od tega odstopila. In to se je odkrito priznala, njihov argument je zmeraj bil tak, ker nimamo dovolj vpliva, kar je za to vrstni predmet zelo, zelo nenavadno. Po drugi strani pa je laična dejavnost v teh raztočih razmerah spet kulturnega boja, ki so od 90 naprej se stopnjevala, po mojem, zares. Jaz mislim, da je gre sam gorše. Je pa tudi laična dejavnost seveda skeptična do cerkve in prepogosto ne dovolj poglobljeno. Tako razume vsak poskus smeri religije kot nevarnost in kot nekaj, česar noče. In zato smo prišli do neke pozicije, do nekaj, kaj zadeva preprosto utihnila in odmrla. V najboljšem letu je predmet verstva in etika, dodatni ta izbirni predmet, obiskovalo 3% tistih učencev, ki bi jim bil ponujen, če bi si ga želeli. 3%. Potem zadeva padla. Danes smo na manj kot 1%. Skratka, to je ta družbena klima, zaradi katere mislim, da zadeva ni mogla nikoli zaživeti. Država ni nič naredila za to, nobenega učbenika, nobenega dodatnega izobraževanja, nič. In kot sem rekel, poglejmo, kaj delamo z matematiko in slovenščino, ki sta glavna menda predmeta in tako, in seveda živijo in se bi živeli tudi drugače. Ampak noben predmet ne more živeti, jasno. Noč nismo naredili. In ti učitelji, ki še danes, v religiji naši otroci slišijo malo, slišijo najmanj v Evropi. Mislim, da še v Franciji več, so se danes, kad gledamo pa tako. In tukaj imamo težavo. Tukaj imamo v slovenski družbi zagotovo težavo. Tisti učitelji, ki to pri svojih predmetih poučujejo, nimajo danes niti 5 minut, kaj šele 1 ure dodatnega izobraževanja. Nihče od njih se ni nikoli srečal z nobenim religiologom. Saj nas ni veliko v Sloveniji, ampak nekaj pa nas je. Nekaj za ene prste 2 rok, verjetno, in bi zmogli to, če bi država želela narediti takšen program in ga tudi izvajati. Nedavno sem govoril s kolegico iz Švedske, Jenny Berglund,
ki je Vila Rokeni je bila cela zgrožena in grozna, kako zdaj za teh drugih predmetih, učitelji zgodovine in to, kako imajo samo 60 ur na leto za ta dodatna izobraževanja in tako, kaj bi dali mi za 20 ur. Tukaj imamo težavo. Ta model smo, mislim, da postavili dobro, potem pa se je v tej družbeno-politični klimi, ki se je razvila seveda v stopnjevanje teh kulturnih bojev, se je preprosto zaprl prostor, nikoli ni bilo moči, volje, veliko drugih stvari je bilo pomembnih seveda postavljati v tej mladi državi, da bi iz tega predmeta nekaj naredili in ga je država popolnoma zanemarila. In danes smo, kjer smo, zadeva je stihijska, če jaz poučujem zgodovino, učim v religiji tako, kot se meni zdi prav. Kako so mi na zgodovini povedali, na zgodovini nimajo nobenega religiologa, na pedagoški fakulteti nimamo nobenega religiološkega predmeta, nobenega, ki bi bil specialist iz religije. In tako, boš prišla na dodatno zbražanje. A drugi doktorat pišeš. Skratka, tukaj smo potem zadevo zanemarili, prepustili smo in pač je odvisno, če sem jaz pač radikalni sekularist, bom v tem kritično poučeval otroke, če sem globoko veren katolik, bom mogoče jih pač apologetsko in jih bom vlekel noter in tako. In to je globoko narobe. In to je v nasprotju z duhom tega modela, ki smo ga postavili, kot smo ga postavili. Zato mislim, da tukaj nas čaka nekaj dela kot država, da bi se dalo v perspektivi seveda tudi model dograditi in ga izboljšati in tako. Ampak što, da bi ta model, ki ima zelo solidne temelje, deloval, mislim, da bi morali kar nekaj narediti. A bomo zmogli? Nisem optimist. Če jaz, kolikor se spomnim, okrog tega, mislim, kaj bi lahko bili vzroki. Seveda, te zunanje okoliščine niso bile naklonjene. Proti temu predmetu so bili tako na levici, kot predvsem katoliški cerkve. Iz dveh različnih razlogov, seveda. Takrat, ne vem, kaj je takrat bilo, sedanje SD, v tistih časih in tudi nekateri vidni levi intelektualci so v tem predmetu videli trojanskega konja. Tako so govorili, to je predmet, ki omogoča, da vstopi cerkev v šole. Zato je treba to odpraviti, se pravi, ni nobene potrebe po nekem takem predmetu. Eden od naših argumentov je bil, izhajajoč iz modela izbirnih predmetov, zakaj nekdo, ki bi si želel razširiti ali poglobiti znanja o religijah, ne bi imel enake možnosti znotraj izbirnih predmetov, kot nekdo, ki ga zanima, ne vem, astronomija, ne vem, kaj, računalništvo ali kaj podobnega. Zakaj, recimo, neko področje ne bi imelo enakega statusa, z tega vidika, da posameznik, ki ga to zanima, lahko poglobi ali razširi znanja. Vendar to kaj dosti ni prijelo, mislim, ustrajalo se je v glavnem znotraj tega. Katoliška cerkev, kot rečeno, seveda ni bila zainteresirana zaradi tega, ker ni imela vpliva na izobraževanje učiteljev. Dovolj vpliva. In velikega, vse so zraven, ampak niso oni odločali v zadnji instanci. Tako kot imajo možnost, recimo, v Italiji, pa kakšni drugi državi. Hkrati so pa skozi še poskušali s starimi idejami, kako, recimo, tudi če je bil ta predmet, to ne zadošča. Seveda, tudi, ne vem, še pred drugo svetovno vojno podobno je bila ideja, da seveda verouk je osnova in krona izobraževanja, zaradi tega, ker brez religije, je bilo rečeno, ni morale, brez morale ni vzgoje, skratka, moraš imeti verouk, če hočeš, da šola deluje vzgojno tudi, in zato so bili stalni ti očitki tej javni šoli v Sloveniji, kako samo izobražuje, ne pa vzgaja, kako je šola brez vrednot in ne vem kaj. Pa čeprav, ko sem na začetku rekel, izhodišče so človekove pravice s vsemi temi vrednotami, ki vsi ti dokumenti vključujejo, če ne govorimo o drugih zadevah. To je demagoško zavajanje, premeščanje pozornosti do drugega. Ti imaš, se upravičujem, jaz sem zdaj šel gledati pred to debato še enkrat in tako, zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja, imaš tako na začetku. Drugi člen je tisti, ki govori namen, kaj so cilji javne šole. In ta motor, če ta motor ni vrednot, potem jaz ne vem, kje so. Skratka, en kup vrednot je tam namen, točno teh. Sodobnih, naših skupnih, našega načina življenja, evropskih vrednot, za katere se je treba govoriti.
Pa potem isto, ne, se pravi, laična šola, v nekem smislu javne šole, je podobna temu, kar se imenoval v Ameriki v pravnem smislu neutralna šola. Ne, se pravi, v odnosu do religije neutralna, ni pa neutralna do vrednot, ne, in tako naprej. Ne, tako da iz tega ne izhaja, da ni vrednot. Da je nihilistična. Ja, v tem smislu. Totalni nesmisel. Ampak to je demagoška premestitev iz nekih čisti ideoloških... Še nekaj hujšega je, ne? Tako poimenovana neutralna šola. Ne? Kdo se je v Sloveniji po vojni prvi zavzemal za tako šolo? Katoliška cerkev v 70-ih letih, tudi takrat, ko se je spremenila ustava. Ne? Recimo takratni škof, poznejši nadškof v Beogradu, Franc Perko, je to izrazito, takrat v naših razgledih, kaj so že bili, izpostavljal kot zahtevo do države in sklicujoč se na človekove pravice. Tako je. Ne? Potem pa, ne, v tem smislu neutralna šola se jim je zdela primerna tudi za katoliško cerkev. Ne? Potem pa seveda po 90. letu so obrnili za 180 stopinj zadevo. Ne? Se pravi, napad na tako imenovano neutralno šolo, češ da, kot sem že rekel, ne vzgaja, nima vrednot, ne? In po drugi strani, češ da itak kot taka je nemogoča. Ne? Se pravi, če je nemogoča 90. leta, ne? Ta isti model šole je bil še kako mogoč in zaželen leta 75. Ne? Skratka, prihajali so si v kontradikcijo, no? V samih teh argumentacijah. No? Ta se točno videlo, da pač iščejo argumente za vsakokratne potrebe, ne pa iz nekih, ne vem, kako rekel, konceptualnih, a kakih drugih razlogov. In tudi tu se vidi, kako poskušati neutralizirati to idejo laične šole, ne, in tudi tako poimenovanega potem koncepta pouka o religijah, ne, je zelo pogosto bilo zaslediti pri takih ljudeh, ki gotovo vejo, kakšna je razlika med laičnostjo in laicizmom. Ne. Predvsem v Franciji, recimo, šlo stres, tam šolan človek, ne. Gotovo ve. Seveda v Franciji pojmoval laičnosti jih najmanj enih 10 teorij, ne? In ena od teh je tudi laicizem. Ne? Ampak to, nikjer ta ideja, kot je v Franciji pojmoval laicizem, ni prisotna v tem, kar smo pri nas govorili o laični šoli oziroma o laični državi. Nikjer. Ne? In tako naprej. Tako da stalno se je nekaj to poskušalo. Zdaj, kaj se je konkretno dogajalo, ne vem, kot rečeno, da takrat je dobro kazalo celo interes pri učiteljih, da bi vstopili v to izobraževanje, ki je trajalo 1 leto, ne? To ni bil hec, ne? Zahtevno izobraževanje, tako da jaz sem celo takrat predlagal, pa pol ni šlo več mimo, da bi se še podaljšalo, ne? In priznalo takrat ne kot magisterij, ampak kot specializacijo. Ne? Pa pol ni šlo, pa tu si je nehalo in se pravi, število učiteljev se je povečevalo, je pa res, da že takrat so nekateri bili, ki so bili starejši, ne? Se pravi, tih ni bilo več v tem času, ko imaš ti v tabelah, ne? In tabele so od začetka. Ja, čisto od začetka. Ja, ampak celotno... Zvanja. Ja, vedem, se pravi, da do vsaj na koncu teh gotovo ni bilo več, ko so v penziji, ne? Zadeva je dokaj dobro potekala, kolikor jaz vem, ne, dokler je tudi to, ne samo to skupino, ne, ampak tudi neko to koordinacijo med fakultetami za izobraževanje učiteljev tega predmeta vodil profesor Kerševan, Marko Kerševan, z oddelka za sociologijo tu. Zelo dobro poznam, mislim, odskozi bil že tudi, ne vem, on je tu eden prvi, ki je recimo te različne modele že leta 90 pač pokazal in na tem smo tudi, to smo upoštevali, no, skratka, pri samem razmišljanju dalje. Se pravi, ko je to, se razpustila ta skupina in se je, kako bi rekel, skrb za nadaljevanje izobraževanja učiteljev in za izvajanje tega prineslo na Zavod za šolstvo. Tako je. Ta je točka. Je začela, res je bilo na začetku, verjetno, si zamišljam, nekaj nesrečnih dogodkov, da dve praktično mlajši kolegici, ki sta tole prevzeli, drugače sta pokrivali, ne vem, kaj pa državljansko vzgojo ali nekaj podobnega, sta v 2 letih umrli. In so potem prenesli, ne vem na koga.
Ampak to je lahko bil razlog, da je zadeva šepala recimo 2-3 leta. Ne pa potem, ko smo tudi različne ljudi ob različnih ministrih in ministricah na Ministrstvu za šolstvo na to opozarjali direktorje Zavoda za šolstvo. Ja, seveda. Nič. Seveda. Nič, vključno sedanji. Nič. 2007 smo bili prvič Dmitrije Smrket. Mislim, da 2007, Ja. tudi to že ima neko Ja. nekaj časa, od 2007 do danes. Ne? Smo takrat napisali neka kratka, ampak zelo jasna priporočila, kaj in kako. Ne? Tudi to smo omenili zraven. Potem še enkrat zdaj, ne to gledaš nazaj. In seveda že prej so bile te bolj ali manj jasno fokusirane. Ko to drži, tam nekje je zadeva razpadla, preprosto ni bilo političnega interesa, volje, mogoče tudi moči, če je kje bila ta volja, se je ni bilo videti na ven. Ne? In seveda, dinamični časi in druge stvari je bilo treba postavljati. Vse to je na nek način razumljivo, ampak rezultat je pa, ker je in je zelo prezenten, ko človek tako pogleda, ker so mi to poskusili. No? Tukaj imamo težavo. Tudi dodatna škoda je, ker po eni strani, ne vem, razumeti marsikatere probleme, ki so povezane z religijami v sodobnem svetu. Brez nekih osnovnih, vsaj informacij, je zelo težko ali skoraj nemogoče, še posebej, ko živiš v družbi, kjer ima, recimo, ne vem, zelo, bom tako rekel, neka stališča, predvsem proti islamu, recimo, kar se je kazalo, ne samo pri teh migrantih in podobnih zgodbah, ampak nasploh, na različnih točkah. In podobne stvari. Zelo težko se nekdo celo razume in se opredeljuje do tega, če nima vsaj osnovnih informacij. In tega šola, kar bi morala narediti, ne naredi. Tu imamo težavo. Zraven tega je to bil kot izbirni predmet povezan z etiko. Že tu je tudi etika zanemarjena, ker je bila vezana samo na religiozno vprašanje. Ampak mi imamo seveda drug predmet, ki pa ni izbirni, državljanska vzgoja, zdaj še domovinska zraven, kaj že je, in pa etika. In tudi, če tam pogledate, kaj je z etiko, prvič že po obsegu, zelo malo, in drugič koncipirano nekoliko drugače. Ti danes, recimo, ne moreš razumeti določenih tudi v družbi zelo aktualnih problemov, če nimaš tudi nekih pogledov, teoretskih pogledov, zdaj govorimo o etiki, na ta vprašanja, ki so pa povezana seveda tudi z religijo za prosto. Recimo vprašanje abortusa, vprašanje eutanazije in podobne stvari. Ti rabiš nek osnovni tudi etični okvir in bi mogel vse približno vedeti, ne vem, utilitarizem, recimo, ne vem, kaj pa vem, zagovarja ta in znotraj teh meril potem se odloča to in tako, ne vem, neka deontološka etika, nek drug pristop in tako naprej. Skratka, to govorim tudi zaradi tega, ker če se gleda strukturo učnih načrtov, recimo dozamno osnovno šolo, v večini držav, bodi se, da imajo verouk, ali imajo neko profesionalno obliko pouka neke določene religije, je to zelo pogosto skozi vsa leta. In tam, kjer to imajo, zelo pogosto imajo, recimo v Nemčiji, pa še nekje, etiko ali nekaj s tem povezano, usporedni, alternativni predmet, ki ga lahko izberejo tisti, ki ne obiskujejo tega religioznega. In seveda, tip izobrazbe po končani osnovni šoli na tem področju mora biti drugačen, pa osveščenost o teh etičnih in religioznih problemih, eni so čisto povezani, eni malo manj, je drugače in mora biti drugače. Ker tu bi v najboljšem primeru imel razliko, ne vem, 9 let proti 3 letom in nekaj podobnega. Tako da tu je eno od vprašanj, ki bi bilo potrebno resno od njih razmišljati, kako od te točke, kjer smo zdaj, naprej, ker kjer smo, ni dobro. To je močen argument. Jaz sem že prej, ko si razlagal, kako ste utemeljevali to potrebo in praviš v smislu izbire in če so druge, neke druge dejavnosti, ne vem, meni so astronomijo, ali pa ne nazadnje računalništvo, programiranje, umetna inteligenca, to je mogoče veliko bolj aktualno. Ampak religije niso manj aktualne od tega, te industrijske revolucije, ki smo jim priča in tega niso manj, še zmeri so zelo pomemben dejavni faktor in zato obstaja seveda v religiologiji že zelo dolgo koncept religijske pismenosti.
koncept religijske pismenosti, ki seveda ne pomeni, koliko je nek otrok, učenec, sam religiozen ali ne, ampak kako razume koncept religije kot takšen, različne pojavne oblike religije, koncepte, neke v zelo tem skromnem, mehkem smislu, ampak teoretske pristope, ki razumejo religije od antične Grčije, ne nazadnje pa do dan danes. Ne? In po tem kriteriju smo Slovenci čisto na robu na koncu v zahodnem svetu. Skratka, naši otroci so religijsko nepismeni. In zdaj, če se strinjamo, da je v grobem temeljna naloga javne šole, in govorimo ves čas o javni šoli, pri čemer zdaj, ko je to že omenil, jaz bi želel še enkrat ponoviti, se opravičujem za ponovno podčrtati in sklicam, da ta sistem javne šole, ki je laičen v smislu neutralne laičnosti, in to je pomembna razlika med tisto laičnostjo, ki smo imeli v času socializma, neutralno laično šolo imamo, etko. Ob tem seveda obstaja neka mreža takšnih in drugačnih veroukov, največja je seveda Rimsko-katoliška cerkev, kar sodi v to celo zgodbo, kjer je lahko koncept religijske svobode potem izpolnjen in ti otroci in starši konec koncev imajo izpolnjeno religijsko svobodo. Ampak na polju javne šole je pa ta laičnost nujna, če izhajaš iz človekovih pravic, ko je zadeva postavljena, in zato trdim, da je postavljena zelo korektno in da tukaj velja samo graditi naprej in veslati. Je pa naloga te javne šole, da pač te otroke vzgoji, da jih nauči in vzgoji v neke kompetentne državljane, ki bodo lahko čim bolj kompetentno, samostojno potem živeli, ko bodo odrasli v tem svetu, ki se hitro spreminja, ki je poln konfliktov, ki je, hočeš nočeš, še prav gradimo zidove in postavljamo žice, ampak je multikulturen, je multireligijski. In tega zares, brez tega razumevanja, kako pridemo sploh do etičnih zapovedi, osnovnih tako, da ne padejo z neba, čeprav eni tako mislijo. Ampak da otrokom povemo, da ampak da na različne načine prihajamo do tega in da obstajajo različni načini. Brez tega težko dosežemo ta temeljni cilj. In zato ta koncept religijske pismenosti, in tukaj imamo v Sloveniji problem. Če tudi smo skromni, pa če ne pričakujemo preveč, pa tako, ampak tukaj vendarle nas čaka par korakov. Da bodo pa razmere politične za to zrele, pa tudi širša politična kultura, pa ne vem, trenutno ne vidim tega. Še nekaj bi meni, ki si rekel, ja, se strinjam, celo bi rekel tako, da v času socializma, pač po drugi svetovni vojni, do takrat, ko smo začeli razmišljati o laični šoli, šola ni bila laična, v smislu, tako kot v Franciji pojmujejo laičnost, ampak je bila, bi tako rekel, druga plat tega, kar je prej veljalo za katoliške šole, v nekem smislu. Katoliške šole vpliv, ki ga je imela verouk in katoliška religija znotraj javnih šol. Tudi, če pogledaš cilje, to, kar smo prej omenjali, da pač ideja, da brez verouka je nemogoča moralna vzgoja, brez moralne vzgoje je nemogoča, isto je bilo. Ne vem kaj. Posoda je bila ista, samo vsebino so zamenjali, To hočem reči, ja. Katolicizem je bil zamenjan pa ne bom rekel z marksizmom nasploh, ampak z diamatsko verzijo marksizma, ker zelo različni marksizmi so bili po drugi svetovni vojni v tem jugoslovanskem in slovenskem prostoru, ampak znotraj šolstva žal se mi tiste najbolj diamatske verzije. In tudi eden od 70-letih, ta kongres za karier, kaj je zahteval? Natančno isto, kar je prej katoliška cerkev zahtevala, da vse predmete, tudi naravoslovne, prežema marksizem. Kar je pred vojno zahtevala katoliška cerkev v imenu verouka, oziroma da mora, ker edino na ta način, potem ima šola, kot so govorili, vzgojno moč. Tako je, točno to. In tudi po tej plati, in povedno, to je povedno. In še tudi to, da odnos, ne samo do tega predmeta v šolah, v velikem obdobju, dopuščali so verouk do leta 1952 v šolskih prostorih, ampak izven pouka, medtem ko odnos do religioznosti, do religioznih učiteljev recimo in podobno, ni bil odnos, ki ga ima laična država, recimo Francija in tako naprej. Tako da, jaz bi rekel, da po eni strani seveda se da razumeti, recimo, če rečeš, laičnost, kaj je to? Ja, to, da je pač ločeno od cerkve in ne vem kaj, ampak tu bi bilo potrebno
delati razliko, tako do tega, kar smo imeli, recimo pred 90 letom, kar se tega tiče, kot tudi, ko gre za nijanse, razlikovati med konceptom laičnosti in sekularnosti, oziroma ni to eno in isto. Ja. Čeprav ima dosti skupnih točk, ampak velike razprave v Franciji so ravno okrog tega. Po eni strani laičnost povezana z idejo republikanizma in tako naprej, in na drugi strani sekularizacija, ki ima neke druge, ima bolj neke te sociološke momente. To so zelo pomembne stvari, zato sem prej samo želel podariti, zato sem ponovil in podčrtal, da govorimo o neutralnem modelu laičnosti. Zato, ker zelo hitro, in spet smo tam, ki se že omenil na istem, mnogi zagovorniki rimsko-katoliške cerkve in tudi z desnega pola politike letijo, potem ti napadi namenoma spregledajo, ideološko, demagoško zares zapostavljajo to razliko in seveda zmeri, ker rečemo, laičnost, sekularnost niso pomembne razlike v teh debatah, kričijo socializem in vse smo videli sovražnost do religije in tako. In zato, jaz sem se tega večinoma naučil iz tega, kar sem bral pri Zdenku, zato sem tako, da se obvedane znanja. In je to res dobro, ker pač je že napisano, ni treba meni tega, tako super je. Zato je to tako pomembno in zato ta neusmiljena sodba zares, da država pred, dobro, ne vem kdaj, ampak zagotovo pred 91 in pred 80 leti, ko so se zdaj topile, da tista prejšnja država ni bila laična, tista volitev ni bila laična, ampak je bila samo prebarvana z drugo barvo, neka taka ampak ta koncept neutralne laičnosti ali pa tudi neutralne sekularne države. Kljub razlikam, v Franciji so še pomembnejši, ker imajo Francozi svoj laicite, je tako zelo detalje, nikjer druge ne bi koncept neutralne sekularnosti z vidika države in s tem tudi šole je dober koncept, se meni zdi. Tudi kot večjem distancom, ker nisem vprašan za mnenje, na podlagi katerega bo treba delati politike, ampak sam, ker razmišljam kot družboslovec. Je dober koncept in ko slišim nenehno kritike, kako je pač to koncept, ki je nepravičen do religij, ki je sovražen do cerkve, ki je sovražen do religij, ki ogroža laičnost in sekularnost. Sekularnost naj bi bila grožnja religijski svobodi. Jaz tega ne razumem dobro, oziroma razumem lahko samo v demagoških kontekstih in tako, ampak neutralna sekularnost, neutralna laičnost, se pravi, da zagotavljaš, da je država neutralna v svojih delovanjih, ne more biti sovražna do religijske svobode, ampak je celo obratno, je celo nujni predpogoj, da sploh lahko imaš religijsko svobodo. To je nujno. Zakaj? Zato, ker če če ima ena religija pač dominantno vlogo, potem so nujno neizogibno, zaradi same strukture, narave religije kot pojava, je ogrožena religijska svoboda drugih. Zato imamo v ustavi poleg tega zagotovila, da je pač zagotavlja država svobodno prakticiranje religije na individualni in skupni ravni in tako naprej. Hkrati zraven, takoj zraven tudi, da so ločitev in predvsem, da so enakopravne verske skupnosti. V tem smislu je koncept sekularnosti in laičnosti, ki je seveda neutralni koncept in o tem govorimo, ne samo, da ni religijski sovražen, ne samo, da ni sovražen konceptu religijske svobode, ampak ga šele lahko zagotavlja. Če nimaš neutralnosti, jaz ne vem, če sploh je možna religijska svoboda, v sodobnem pomenu besede, seveda, za vse, tudi za manjšinske religije, za čudne religije, za smešne, bizarne ulinorci tam, ampak to je religijska svoboda. In za one, ki nočejo biti religiozni. Vse to je sodoben koncept religijske svobode. Ker je speljanje svobode vesti. Točno to. In zelo zanimivo je, ne pri nas, ampak recimo, ne vem, ob nedeljah zjutraj na Franciji 2, cel dopoldne so oddaje o religijah. Začne se pa v abecednem redu, z budizmom, potem je islam, judaizem, potem je... A veš, kaj te v šoli niso noč o tem učili, zdaj moraš pa gledati na stara leta, na tujih televizijah. Zelo zanimivo je, da tam, kako različne predstavniki teh različnih religij, predvsem islama in judje pa izrazito, kako poudarjajo pomen zakona iz leta 1905 o ločitvi cerkve od države. Za njih je to bilo, kot si rekel, zakon, ki jim je prinesel versko svobodo. Ja, zagotovo. In to stalno ponavljajo tudi danes. Kako je ločitev cerkve od države nekaj izjemnega. In še nekaj je, za razliko od Slovenije, po mojem, da v Franciji večina tudi politikov, ne glede, pa so
levo, desno, sredinsko usmerjeni, poudarja laičnost francoske države kot vrednoto, ki je nesporna. Ja. Ampak to je francoska značilnost. Sploh hočem reči, po tej plati sem jaz imel tudi iluzije, da je Slovenija nekaj podobnega. Okay. Jaz sem se še ogreval, ampak vprašamo še koga republike, če me vem, dobro ste se ogrela in jaz mislim, da lahko zapustim ta prostor, ker niste samo vidva tukaj. Bi vendarle dala priložnost, da tudi kdo iz občinstva kaj vpraša, komentira, pove, dopolni, provocira. Dajte imamo kakšno provokacijo, da bomo tako prijateljsko še Hvala za besedo. Jaz bi se pa fokusiral na drugi del knjige, kjer smo tukaj malo manj govorili o simbolni prisotnosti religije v šoli. Zdaj se mi je zelo zanimivo, da soavtorico pazljivo ločujete, kar se tiče religijskih oblačil v učilnici, v šoli, učence in učitelje. Učencem seveda dovoljujete kakšnokoli simbolni izraz religijske pripadnosti, medtem kar učiteljem bi seveda previdno, kar se tiče same pravne ureditve, bi, čeprav razumem, to prepovedovali. Omejevali. Zakaj? Mislim, razumem argument, češ šola, javna šola, to so najbolj predstavniki neutralne države in tako naprej. Ampak zdi se mi na nek način, a si ne vseeno, mislim, to omejevanje svobode posameznika, ki je učitelj, učiteljica, ja ni vendarle neko zatiskanje oči pred neko to sicer pluralnost od družbe. Zakaj pa ne bi morali biti? Mislim, zakaj pa je ravno simbolni izkaz tako močen? Zakaj pa ne bi bilo samo dejanja ali pa vsebina poučevanja, zakaj bi morali tako veliko težo pripisati tudi simbolni naklad? Super vprašanje, hvala lepa. To je vprašanje, ki se seveda nisva z soavtorico lotila, ker sva začela pisati to knjigo, to je vprašanje, ki ga je Zdenko že veliko pred mano se z njim soočal, tako pa sva midva bila zmeraj, ki smo bili vprašani, ki smo jih pisali, smo tudi tega vprašanja lotevali in smo nekako skupaj zmeraj nekako v to smer šli. Zrno soli v tej kritiki in tej odločitve je seveda na mestu. Tukaj je tisti manj prijeten del, ko se intelektualec, družboslovec, raziskovalec znajde tega, kaj ga država vpraša, no, vem, ja, no, na teh 300 strani, ampak pa ni naredimo, ne? Kako bi to naredil? In potem moraš dati neka priporočila in moraš stopiti v to umazano realnost in moraš pač sprejeti kompromis. Kompromis zmeraj pomeni vaganje, nekje je malo več, nekje pa malo manj, ni pa nikoli 0 pa 100, 0,1 črno-belo, ni v družbi tega in kulturi, ne? In tukaj potem se je nam skozi vse te točke zdelo, jaz že prej, sva zdaj tem kar nekaj govorila, kar veliko zares, pa dvakrat v 2 različni priporočili to opisala naprej in spet utemeljile, pa še utemeljile, pa kadarkoli so naj vprašali. In potem, ker sem šel sistematično zares gledati teh 12 drugih držav, eno ureditev in tako, še zmeraj mislim, da je to da ima nek razon, da ima nek smisel. Ne? S tem seveda omejuješ religijsko svobodo učitelja. In to je resna reč. Ne? Kar smo ugotovili tukaj, z tega prej nisem bil dovolj pozoren, ampak sem se šele zdaj tu nekje spomnil, da pač religijske svobode ne more, prva točka, ki je pomembna, je, religijska svoboda ni brezmejna, ni neomejena. V točno določenih primerih se jo sme omejiti. Neštetokrat, velikokrat potrjeno strani Evropskega sodišča za človekove pravice in tako naprej. Imajo nekatere druge pravice, ki so bolj temeljne, pravice do življenja, ne nazadnje zdravja, zaprli smo tudi verske objekte, cerkve in druge in tako naprej, ker je pač epidemija, se v določenih primerih sme omejiti, ampak samo v primerih, ki so jasno določeni v zakonu, v primerih, ki so predpisani z zakonom in tako, kot če bi to želeli 15 let, bi morali v zakonu dodati, če ne bi to mogel kar minister nek s podzakonskim aktom in tako. Ampak ok, to je neka tehnična izvedba, ampak ni nepomembna. Gre za omejevanje pač neke človekove pravice in ko omejujemo pravice, je seveda treba biti skrajno previden, skrajno previden. Omejuješ jih pa seveda samo iz enega razloga in to je to, ker če jih ne bi potem neke druge pravice nekim drugim ljudem bile omejene. In zato gre, nimaš pa, skratka, nimaš čiste rešitve, ne? In zato se nam je zmeri znova zdelo, in še zmeri, kot sem rekel, tudi potem, ker sva zdaj kot delala in pisala pred leti in to in zdaj, ker sem to pogledal, še zmeri se mi to zdi neka razumna smer omejevanja. S tem, ko omejiš učiteljem tiste najbolj vidne znake, zagotoviš, da ostane prostor javne šole nevtralen.
tudi na videz. In videz neutralnosti ni nepomemben, v določenih primerih je celo predpisan, sodniki morajo, ki so predstavniki države, pravne veje oblasti, morajo izkazovati tudi videz, eksplicitno piše neutralnosti, tudi, ne samo vsebinsko to, pa tudi že naprej ne smejo kazati, da imajo neke povezave s takšnimi drugačnimi, in tako naprej. Tako da, skratka, meni se zdi, da so tisti strahovi, ki se bojijo, da če tega ne narediš, da prehitro zdržeš sploh seveda v sistemih, kjer imaš eno veliko, močno versko skupnost, in dolge boje zgodovinske in moč in ideologije in tako, da prehitro zdržeš v sistem, kjer se potem začne ta šola, ki mora biti neutralna, vendarle bolj ali manj, vsaj simbolno, in potem, kaj je simbolno, potem je tudi že praktično, kje so te meje, nikoli ne moramo jasno določiti, povezana z eno religijo. In v tistem trenutku seveda potem postanejo ogrožene pravice vseh drugače verujočih, religiozno, nereligiozno, kakorkoli že. Kot sem še enkrat podarim, odlično vprašanje, ni jasna odločitev, ni čisto lahka, ampak meni se zdi, da se pač tehnica postavi tako, ni tako, še zmeri pa se mi zdi, da je tako, da vidim, tako se meni zdi. Takšna je moja presoja, sem jo poskušal nekako tudi strokovno utemeljiti. So pa to na koncu seveda potem zmeraj politične odločitve. Tovrstni procesi se v družbi, tovrstne dileme, razlike, nesoglasje se usklajujejo skozi politične procese, ne skozi znanstvene procese. Mi pač, naša naloga znanstvena raziskovalna je, da priskrbimo informacije, in tako potem pa so to neki politični procesi, ki se morajo na pravi način odviti, da se pač ti kompromisi dosežejo. Ampak tako nekako v tej smeri. Bomo še Zdenko dovoljili. Ja, zdaj, to je seveda taka, kot je Aleš že rekel, zelo obsežna, zahtevna tema, o katerih tudi trenutno največji umi z tega področja lomijo kopja in podobno. Ampak bi rekel nekako takole, problem, če vzamemo religioznih simbolov nasploh, eno so recimo, islamske rute, kar je bil l'affaire du foulard v Franciji kot ena velika zgodba, ki se je potem povsod z različnih vidikov poskušal pojasniti, bodi se znotraj politične filozofije, bodi se z vidika teorij tolerance, recimo, in podobnih zadev, kakorkoli že. Dejstvo je, da, to kot si že rekel, da eno je pravno vprašanje, da je odvisno, kako se te stvari, pa tudi kakšno je pojmovanje države. Recimo v Franciji ta republikanizem in pojmovanje laičnosti zelo vpliva na prepoved nošenja tehle islamskih rut v francoskih javnih šolah. Ampak tam se vidi, zelo podobno je v frankofonskem delu Švice. Recimo Ženeva je nek tipični primer. In vidi se tudi, da vsi izhajajo tudi iz nekih, recimo, človekovih pravic, pravice, recimo, do verske svobode, ki vključuje svobodo izražanja vere, tudi na način, recimo, oblačenja, tako drugače, ampak se vidi, kako se zaplete. Recimo v Franciji, v javni šoli, kot rečeno, prepovedano in za učiteljice in za učenke, itak velja ponavadi okrog 15. leta naprej. Prej za njih ne velja niti obveznost nošenja rut znotraj islamske skupnosti. Dodatno problem je, da imate cel kup islamskih avtorjev, ki se ne strinjajo okrog tega, a je to res obveznost, ki izhaja iz Korana ali iz nekih drugih zadev ali ne, ali to stvar neke tradicije. Ampak če pustimo vse v tem, v Franciji je tako. V Nemčiji, ne vem, če še zdaj, ampak takrat je bilo, da učiteljice ne smejo. Večinoma. So razlike po... Ja, večinoma še ostaja. Ja, ampak seveda, ker imajo sistem urejen po teh ležeh. Popolnoma obratno je v Singapuru. Ja. Popolnoma obratno. Tam pa ne smejo učenke, učiteljice pa lahko. Skratka, te rešitve, ki so v posameznih državah, so zelo različne, čeprav izhajajo približno iz istih nekih teh idej pravice do verske svobode. Zdaj, tu, kar se meni zdi, seveda, problemov je cel kup, ampak osnovna zadeva je, da ne gre za, problem ni prisotnost religioznih simbolov, recimo v javni šoli. Problem je vidnost.
teh simbolov. Vi, kjerkoli, celo v komunističnih državah, ne, in tudi pri nas, če nekdo nosil, ne vem, križec ali Davidovo zvezdo, kakoli že na verižci, pa to ni bilo štrlelo, ne. Zato Francozi uporabljajo izraz izzivalni simboli, ne, kot so recimo, ne vem, te pa kipe, ne, oziroma ali pa turbani, sikovski ali kaj podobnega, ne. Še večji problemi so kirtani. Seveda, noži, obredna bodala. Obredna bodala, recimo... So pa pač lahko tudi orožje. No, to govorim, recimo Kanada, ne, ki je prevzela model ničelne tolerance v odnosu do nasilja, ne, ki vključuje seveda tudi prepoved nošenja nožev, orožja in podobnega, ne, celo prepoved je tehle plastičnih nožkov za olupljene, ja, pri marci, ne. Hkrati pa, ne, naenkrat v Kanadi dopuščajo nošenje kirpanov, ne? Kot? Ne, kaj je zdaj to, ne? Zato, ker je to religiozni simbol, lahko nosiš orožje, ki je za vse, recimo, prepovedano. Hočem reči, kako je lahko komplicirana ta zadeva, ne? Ampak dodatno je, da se z tem vidnimi simboli, ne, kot rečeno, ki naj bi izzivali neke reakcije pri drugih in prišli do tistih prepovedi, ki jih je Evropsko sodišče in tile omenjajo. Ne vem, kaj pa vem, varnost, zdravje, svoboda drugega in tako naprej. Tako da lahko prideš na to, ali celo, kar je zanimivo, da je to v nasprotju z sekularno naravo države. Evropsko sodišče, takrat še, ko v Turčiji ni bilo Erdogana, ko so imeli laično Turčijo, državo, je v enem od teh svojih razsodb zatrdilo, da ni nič narobe prepoved, recimo, nošenja na državnih univerzah v Turčiji, recimo, in podobno. Tako da zadeva je Hodierjevo kompleksna in še posebej, ker tudi argumenti, ki so bili, so tudi, da ne gre samo za simbole, ampak da to nekdo, ki na ta način želi izpostaviti svojo versko pripadnost, da potem je poskuša na ta način dokazovati tudi na drugih področjih. Recimo to, kar si prej omenjal, da ima pravico, da ne obiskuje recimo pouka biologije, takrat, ko se recimo obravnava spolnost ali pa kaj podobnega. Ja, v mešanih skupinah. Ja, recimo, ne vem, plavanje, ne? V Franciji je tipični primer, ne? Zdaj pustimo, zdaj se znašli neke, kako se temu že reče? Burkini, ki ga Francozi ne priznavajo, Francozi ga kaznujejo. A ja, no. Ampak hočem reči, ne? To so... V Švici imaš afero z rokovanjem, ne? Ki so starši dečkov, so zavračali, Švicarji imajo tradicijo, da se vsako jutro začne dan tako, da se pač otroci postavijo v vrsto in se rokujejo z učiteljem. Najstniški fantje so starši zahtevali, da se ne rokujejo z učiteljico na začetku pouka, ker naj bi bilo to v nasprotju za njihovo pač religijsko svobodo in sodišče presodilo, da pač se morajo, ker je to del tradicije, ker je švicarska, ki je tista skupna, tista, ki povezuje nacijo tako in da kot tako. Ampak te primeri so res neverjetno široki. Ampak še nekaj je zanimivo, ne? Recimo, zelo dosti je predvsem zgražanja, kaj počne Francija, ker prepoveduje zakonom recimo nošenje islamskih rut. Se pravi, problem je, da zakon prepoveduje recimo neko obliko izražanja verske svobode. Zdaj pa poznajte drug primer, tipične islamske države. Recimo po revolucijski Iran, pa Saudsko Arabijo, kjer je pa z zakonom zapovedano nošenja islamskih rut, hidžab ali kakoli že. Kaj je zdaj tu z versko svobodo? Verska svoboda predpostavlja kot nujen predpogoj, da imaš možnost izbire. Če je ti z zakonom določeno, če je to tvoja dolžnost, potem ti verske svobode v tem smislu nimaš, da lahko izbiraš. To ste že prej. Melina je to drži, točno za to je potrebno. Tako zato je potrebna ta neutralna lažnost. To hočem reči, da je problem takrat, ko so recimo religiozni simboli prepovedani z zakonom in takrat, ko so zapovedani, recimo v določenih primerih. Še enega bi omenil, kjer se pokaže, tam, kjer sem jaz bil razočaran, je bila pa razsodba Evropskega sodišča za človekove pravice o razpeljih oziroma križih v javnih šolah v Italiji.
lovci proti italijanski državi, tipični odločitvi, prva 2008-2009 je bila, kjer so sodniki enoglasno odločili, da gre da križi v javnih učilnicah, v javnih šol pomenijo kršitev dveh človekovih pravic. Pravice staršev, da vzgajajo svoje otroke v skladu s prepričanjem, tisti, ki mislijo, da jih to ovira, in pravico otrok do svobode vere, in tako naprej. Veliki senat, 2 leti strašanskega pritiska, javnega, ki ga je organizirala italijanska država, Vatikan, kjer so podpirali cel kup drugih držav, recimo Rusija in podobne, kjer so namenoma igrali na to, da so kot odvetnika najeli v New Yorku Juda, ki je zastopal Italijo in podobne zgodbe. Ne govorimo, kaj so analize, taka debele knjiga, so samo o teh, kako je to zadeva potekala, ampak ključno je bilo, da je Veliki senat z 2 vzdržanima oziroma proti izglasoval, da ne gre za kršitve človekovih pravic, temveč da to sodi v tisto svobodno presojo posamezne države, in Italija je govorila, saj križe niso samo religiozni simboli. In to piše v odločbi, to je zanimivo, to je že govorno. Skratka, da križ je tako primarno kulturni simbol, ne pa osko gledano religiozni simbol. Tu se hoče reči, kako včasih mi tudi, sploh ne take, ko vidiš, da je to mogoče nekje neka zadnja bilka, da se upreš na sodišče za človekove pravice, pa naenkrat vidiš, nekaj podobnega kot z naše ustavne izpriščence, pa nekateri zadejo. Ja, strinjam. Ne glede na to, ali imate še kakšno vprašanje ali komentar, zdaj zaključujem današnji. Namreč obljubila sem, da bo kolega Aleš ob 7 na neki drugi lokaciji. Ima natanko 11 minut. Hvala. Hvala obema, hvala vam, da ste se odzvali v takem številu. Jaz sem ga imela za drugo rundo, ampak hvala, da si skočil.